V novomeški galeriji Krka razstavlja Mojca Fo, prejemnica več nagrad in priznanj, ki je sicer tudi članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Mojca Fo, ki kot slikarka v sebi ohranja pravljičnost, se odtujenosti in številnim življenjskim tegobam upira z igrivo duhovitostjo. V galeriji Krka so na ogled dela, ki so nastala v zadnjem desetletju. Vse te moje slike govorijo nekako, pravljični surrealizem so nekako zgodbe. So pa v bistvu različni cikli, različna obdobja, kakor se počutim in tako potem to nastaja pač. Tudi mi je všeč ta svetloba, kar je ta prava svetloba za slike, kar je krasno. In tudi ta luknja vmes, da je prostorno, da ne zabija dol, tako da meni je zelo všeč. Kot ilustratorka in slikarka je najbolj znana po pravljičnih motivih. Kustosinja razstave je likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Tatjana Pregl-Kobe. To je razstava pravzaprav enih pravljičnih zgodb Mojce Fo oziroma Mojce Fo Sekulič, ki se umetniško podpisuje Mojca Fo. Pravzaprav je ona arhitektka, ki je začela slikati te stvari oziroma se ukvarjati z slikarstvom skozi pravljično ilustratorsko zgodbo. In na ta način je, ko je šla čez, to sama pove, čez travme, padce, vzpone in tako naprej, je ona sama sebe oziroma svojo dušo na nek način reševala s temi pravljicami. Njena dela nagovarjajo obiskovalce vseh starosti in jih zlepa ne pustijo ravnodušnih. To niso več ilustracije nekih slikanic, nekih drugih zgodb, ampak gre za njene zgodbe, za njeno pravljičnost, ki vstopa vanjo in ona s tem sama sebe tudi rešuje. Znana je po tem, da ustvarja tako za mlade kot odrasle. Zaradi njihove iskrenosti številni za otroke pravijo, da so najbolj zahtevno občinstvo. Za knjige je različno, ker delam veliko otroških knjig, za ilustracije, za slike pa ne, razen če so zelo resne slike, resni cikli, takrat je potem čisto drugače. Tam, kjer so pa bolj pravljice, je pa več ali manj enako, potem nek ta miselni proces, malo bolj lahkotne zgodbe, no, tako. Ilustracija ima tudi sicer v Sloveniji neverjetno bogato tradicijo. Mojca Fo ne spada samo v ilustracijo, ona ilustrira svojo dušo, istočasno pa seveda ilustrira tudi slikanice. Ne bi pa zdaj govorila o ilustracijah trenutno, ker je ravnokar mimo 15. bienale ilustracije in res vam dam prav, ilustracija na Slovenskem je vrhunska. Čopič je njen zvesti spremljevalec, saj nikoli ne ve, kdaj in kje se ji bodo porodile ideje in motivi. Slika neposredno na les ali platno, sicer pa ves čas premišljuje, opazuje. Ja, v bistvu te konje, sem gotovila, sem nora na konje, čeprav večinoma teh mojih tudi živali razne, so bele barve. Konji tudi niso vedno beli, drugače pa lunine, mene, cikli, potem pa se igram z materiali, zelo uživam pač različne materiale uporabljati, od peskov do zlatih lističev, raznih, papirjev, režem vse živo, pač kolaži in tako naprej. V bistvu med diapan, pa platno, pa zemlja, tudi veliko zemljo delam, tako zelo veliko teh slik ima podlago je zemljo, pa z raznimi pastami in tako naprej, to uživam res. Ja, njena domišljija je pač tukaj čist neka svojska. Ona išče v nekih starih arhaičnih zgodbah te pravljične gradove, pravljične samoroge, ima glinko, cvet, ki pove pravzaprav to, da izviramo vsi iz zemlje, to je najstarejše drevo, kot ga poznamo. Vso to nekakšno mističnost ona prenaša skozi svojo pravljičnost v te slike. Nekaj edinstvenega so tudi njeni koledarji. To pa je taka majhna, to pa vsako leto je bolj en tak cukrček. Pač par ljudi, okoli 100 ljudi, ima moje koledarje in se grebe, čeprav ravno danes me je spet ena gospa klicala, če ga imam še, pod prejšnji teden ena in jih pač ni. Tako da jo mogoče mogla malo bolj oglašati, pa povedati, da so, ker potem jih vedno zmanjka. In jih še dotisnemo, pa jih zmanjka, ne, tako da. Zanimivo je, da že vrsto let ustvarja koledarje, ki jih
dela iz teh svojih slik, ki so pa večinoma, tako kot tukaj na razstavi vidite, ene so večje, ene so manjše, ampak to so večinoma manjše slike, bogate z simboliko vsakega meseca in z neko pozitivno energijo. Vedno stremi za tem, da bi bilo to pozitivno, da bi ljudem prinašali neko veselje. In ima svoje odjemalce in te njeni koledarji so nekaj posebnega. Za razstavo v galeriji Krka je Mojca poslala sem po najinem pogovoru, kakšno razstavo si pa želimo, 3-krat več del, kot jih je na razstavi. In glede na to, da spremljate našo razstavno recimo politiko, bi temu rekla, veste, da vsaka razstava stoji na nek svoj način. Jaz sem se odločila za minimalizem, dejansko za tiste pravljične motive, ki govorijo o širokemu spektru ljudi, od najmlajših do najstarejših, taka je pa tudi navsezadnje naša publika. razstava Mojce Fo bo v galeriji Krka na ogled do 11. aprila.